Kompetence so se v poslovnem in izobraževalnem prostoru uveljavile predvsem zaradi globalizacije izobraževanja in poslovanja, velikih tehnoloških sprememb ter dramatičnega naraščanja mednarodne konkurence, kar je botrovalo željam po modernizaciji šolskih kurikulov, po testiranju učnih dosežkov, po razvoju nacionalnih okvirov kvalifikacij in s tem umeščanju poklicev na ustrezne ravni izobraževanja ter razvoju sistema za doseganje poklicnih standardov. Glede na literaturo, kompetence opredeljujemo kot preplet znanja, veščin in stališč, pa tudi širših osebnih značilnosti, ki so potrebne za superiorno vedenje na delovnem mestu. Lahko jih opredelimo tudi kot merila kompetentne uporabe znanja. V izobraževalnem in delovnem okolju kompetence pogosto opredeljujejo kot poklicne standarde, določene z analizo delovnih mest v različnih delovnih ali učnih kontekstih oziroma kot splošne, vseobsegajoče predpogoje za opravljanje nekega dela. Na splošno sta se v svetu uveljavili dve opredelitvi kompetenc. Prvič, kompetence kot vedenjske značilnosti posameznika, vzročno-posledično povezane z uspešnim opravljanjem dela, kamor umeščamo posameznikove osebne lastnosti, vključno s posameznikovo samokonceptualizacijo, motivi, stališči in vrednotami, deklarativnim znanjem, spoznavnimi strategijami in intelektualnimi veščinami, torej vsemi posameznikovimi merljivimi značilnostmi, na podlagi katerih je moč ločiti med uspešnimi in neuspešnimi posamezniki. Drugič, kompetence kot minimalne poklicne standarde oziroma kot zmožnosti izvedbe aktivnosti v poklicu na način, ki je skladen s predpisanimi standardi. Sem spadajo nacionalne poklicne kvalifikacije, nacionalni poklicni standardi oziroma povezanost tako opredeljenih kompetenc s poklicnimi standardi in poklicnimi kvalifikacijami. V teh primerih gre za opis aktivnosti oziroma izidov vedenja, ki naj bi bil posameznik zmožen pri delu prikazati oziroma za minimalne poklicne standarde, ki opisujejo, kaj naj bi bili posamezniki zmožni delati na delovnem mestu. Zaradi razlik v razumevanju ravnokar naštetih sestavin kompetenc, nekateri kompetence označujejo kot nejasen koncept, kot neke vrste fazi koncept. Kljub temu lahko izpostavimo nekaj ključnih značilnosti kompetenc. Torej, kompetence so vedno povezane in odvisne od konteksta dela in v veliki meri gre pri kompetencah za tacitno oziroma prikrito znanje. Kompetence se praviloma ob uporabi v praksi oziroma z izkustvenim učenjem še nadalje razvijajo. To se dogaja skozi refleksijo o kritičnih dogodkih, preizkušanje ali opazovanje, s ponavljanjem in podobno. Kompetence posameznikom večinoma niso dane ob rojstvu, ustvarjajo se skozi izobraževanje, usposabljanje in doživljanje izkušenj. Obstajajo pa tudi tako imenovane konativne kompetence, ki so posamezniku prirojene in predstavljajo njegov skriti potencial. Slednjega velja pri posameznikih prepoznati in spodbuditi njegovo uporabo. Dandanes se v podjetjih, pa tudi v javni upravi veliko govori o tako imenovanih kompetenčnih modelih. Slednji so opredeljeni kot zapis kompetenc, potrebnih za uspešno delovanje delovnih skupin, oddelkov ali celotnih organizacij. V kompetenčnem modelu velja vključiti splošne kompetence, razvidne pa bi morale biti tudi ključne kompetence, ki v organizaciji prinašajo konkurenčno prednost. Skupek tako opisanega tacitnega in implicitnega znanja ter tehničnih rešitev bi moral biti skladen z vizijo, poslanstvom in vrednotami organizacije. Kompetenčni modeli predstavljajo osnovo za oblikovanje kompetenčnih profilov, s katerimi v organizacijah določamo kompetence in njihovo raven razvitosti za posamezna delovna mesta. Slednje se v organizacijah s pridom uporablja v procesih ugotavljanja delovne uspešnosti, torej aktivnostih, kot so na primer pregled uspešnosti posameznika, načrtovanje njegove uspešnosti, sestavljanje razvojnega načrta za posameznika ter posredovanje redne povratne informacije.